Božič, več generacij, politika. O ne, To je najslabše, to je najslabše, Zakaj kar bi ga se lahko- šel v politiko res, na Božič? najslabše. A ti to resno? Čau, jaz sem Nina. Čau, jaz pa Maša. In to je nova epizoda podcasta A ti to resno? In ker je december, se pogovarjamo o vsem prazničnem. Božične zgodbe, family drama, Yep. darila, novoletne žurke. Vse. Vse. In sva že objavili epizodo na to temo, a ne, torej decembrsko. Začeli sva že. Tako. Zgodba, še eno dodatno zgodbico so imeli v bistvu od ene poslušalke, ki ima ene težave v šoli, tako da so še tisto dodale noter, je zanimivo je za poslušati, relatable se mi zdi. In zdaj pa druga epizoda decembrske sezone. Dejansko vsak mesec imamo tako torej razporejene tematsko zgodbice, tako da pogledajte za nazaj, so imeli že Spooky oktober, študentske zgodbe. Nekaj smo že dali skozi, čeprav smo na začetku najne poti, ampak ja. Ok, zdaj pa kar nadaljujeva, kjer so ostali. Kar nadaljujeva, ti pa ta cajt subscribe. Ok, poslušajte to. Ja. Na službeno novoletni zabavi sem naredila največjo napako v svojem življenju. Ojej, Bila sem precej vinjena. se preveč napila. Ja, Bodimo. točno to. A ne? Preveč sproščena in zgodilo se je nekaj, kar se ne bi smelo. O ne, a se je poluljala? Hujka to. Sem poročena, ampak tisto noč me je zaneslo in imela sem nekaj s svojim šefom. Že naslednje jutro sem vse skupaj Šefom? grozno obžalovala. Nisem mogla verjeti, da sem šla res tako daleč, zato sem se še isti teden z njim pogovorila. Šefom, Tako. ok. Jasno sem mu povedala, da je bila to napaka, ki se ne sme več ponoviti in da svojega moža ne bi nikoli zapustila. Ampak od takrat ni več isto. On se je očitno zaljubil. Vsakič, ko me vidi, me gleda s tistim pogledom, kot da med nama nekaj še vedno je. Na sestankih se mi približuje, išče stik, pa čeprav sem mu dala vedeti, da tega nočem. Zadnjič je celo rekel, naj pustim moža. O moj bog. Bila sem čisto šokirana. Kar to. Zdaj je v službi vse skupaj že precej očitno, tudi sodelavci nekaj slutijo, zato mi postaja iz dneva v dan bolj neprijetno. Ne želim, da kdorkoli izve, kaj se je zgodilo tisto noč, ker bi to lahko uničilo vse. Moj zakon, moj ugled in službo. Ne vem več, kaj naj naredim. Ne želim zapustiti službe, ker mi res veliko pomeni, hkrati pa si ne znam več predstavljati, kako naj vsak dan hodim tja in se delam, kot da se ni nič zgodilo. Vem, da sem si sama to zakuhala, ampak ne vem, kako naj zdaj to popravim in kako naj dopovem šefu, da je šlo res samo za napako in da jaz ne čutim nič. Ok, to je zdaj najprej s šefom, resno, kjer kliše. Mislim, kjer kliše, tako ni pa nič omenila, da bi bila že odprej recimo zatreskano šef ali pa karkoli, samo da je bila vinjena in da se je zgodil in... Po mojem je bilo Mislim, to saj v nima zares tistem toliko afektu. veze. Ja, I guess, ja. Ampak joj, šef, resno. Pa on tudi, mislim, daj no, dojem, pač, kaj misliš, da bo res pustila moža zaradi tebe? Te afere se nikoli tako ne končajo. Tiska vara nikoli ne bo pustil nekoga zaradi svoje, kako se temu sploh reče, dodatne osebe. Ljubice, ljubimca, kakorkoli že, pač nikoli. Tako. Tako da stupid šef, ampak dobro, se to sploh nima veze. Mogoče bi bilo pametno, da ona dejansko gre do svojega moža pa mu pove, kaj se je zgodilo. To sem jaz hotela reči. Zdaj ona, ja. a zdaj kaj bo cel life živela V nekem strahu, ja, da se bo to izvedel in kaj pod stresom in kakšen je to Točno life. to. Pa ne samo to. Ker skuhaš, to pol pač poješ. Ja. Lej, JBG, vem, se je tudi sama rekla, da je zasrala, da se tega zaveda, ampak je pa pol tudi napisala, da si ne želi, da bi se to razvedel in kako naj to dopove šefu. Mislim, oprosti, ampak tama si se tako zafrkala in zdaj se bojiš in si ne želiš, da bi se to zvedel. Ja, malo prevzem odgovornost. Točno to, kdaj se je pač treba potem tudi soočati z posledicami svojih dejanj. Mislim, tudi ampak ta šef mi pa tudi pač ni jasen, drugače iskreno. Mislim, tako, ker da... Ja, mogoče, In to jaz ne teži, vem, ima on mislim. družino ali kaj, ampak po mojem se je pač on Nič ni napalil na omenjala, njo. nič ni omenjala, da bo on imel družino, veš, kaj Ne, mislim. nič. Po mojem se je on napalil na njo, oziroma je že bil mogoče odprej, mu je bila všeč in zdaj mu je pa ona dala še neko potrditev, kao ja, ok, zdaj si pa tudi ti meni všeč Ja. in zdaj tega ne bo pustil, ampak Po mojem on gleda na to, kot na neko igro, zato ker ona tako razlaga, Ja. te neki dotiki, te neki pogledi, zanj je to kar še kar ena igra, ki traje. A ne? Sam je pa zanimiv, še vsem mu je neko mejo postavila, rekla mu je, da je to in on še kar neki po svoje tam. ja, ampak spet, a ne, ona si želi vse to prikriti in ona tako, joj, kaj naj jaz naredim, da se to ne bo razvedel, moj ugled, moja služba, Ja. moja družina, mislim, sorry, ampak to so pač stvari, na katere bi ti mogla razmišljati predhodno. Zdaj se pač moraš soočati s posledicami takšnimi, kakršne
pač bodo. In prav je, da to razjasniš, prav je, da vsaj možu, kateremu si ti dolžna to povedati, pač to poveš. Sej to, ja, ker zakaj, ponovadi tudi to varanje, ne, pač, veš, tudi človek, ki vara, ja, mislim, je itak kriv, ti si pač dolžen biti zvest osebi, s katero si, če sta tako dogovorjena, ne, če sta monogama pa to, ampak so pa pač neverjetno za take stvari, da sploh pride do tega, morajo biti neke razpoke v razmerju že tako, morajo biti ene probleme. Veš to, da ona reče, da je bila vinjena. Ne, sorry, jaz sem tudi vinjena, pa nam tega naredila. Veš, kaj mislim? Pač ne vem, neki problemi morajo biti in pol, ker si ti mogoče pijen, to malo bolj udari s tebe in pol iščeš to nekaj, kar ne najdeš doma drugje. Splošno v bistvu, tudi če je dosti pogumna, da pove sicer, lej spet, a ne, dobro bi bilo, da pove. Prav bi bilo, ja. Ja, pa tudi tako, kakor sva rekli, kaj boš zdaj celo life živela, ampak recimo, če se ne odloči strahu, ker pač je prepričana, da jo bo mož pustil, pa res tega noče kakorkoli živeti, da naj pove, mogoče bi bilo še vsem dobro, da gresta na neko terapijo ali kakorkoli že, ali pa da se vse pogovorita glede stvari. Sama, ali kakorkoli, pa da pač razčist sama pri sebi, kaj se ona sploh želi, kaj ji manjka mogoče v tem razmerju, da pač to pripelje do takih stvari. Res se mi zdi, da zmer bo prišlo do varjenja, ko bo človek res neki nezadovoljen s svojim razmerjem, ali pa tudi sam sabo konec koncev. Kdaj tudi to zdaj sam sabo, maybe sploh ni problem v drugi osebi, maybe problem samo tebi. Ti iščeš nekaj, ker pač imaš neke komplekse, jaz ne vem kaj, ampak zakaj si pol z njo sploh skupaj, veš kaj mislim? Daj pač pol bod samska, uživaj live, deli kar hočeš, sej, a veš, bo pač una oseba tudi lahko šla naprej z lifeom, pa mogoče našla nekoga, ki pa ji bo zvest, pa ki bo pač to, kar ona rabi. Pač neko osebo zase. Tako, a ne? In se mi to ne zdi fair, da to delaš komorkoli, iskreno. Sej pravim, ja, pač zafrkala si čisti, žal, a ne? Ne zdi se mi pa fair to v smislu, kaj naj zdaj naredim, da ne bodo drugi zvedeli, da se ne bo moj ugled uničil, da ne bo to, mislim, to je to zakomplicirano. Tvoj ugled, like it or not, bo mogoče uničen. Ne vem, tvoj zakon bo mogoče uničen, ampak spet, a veš to, da se ti take stvari sprašuješ, namesto da bi se sprašvala, kako ne pa jaz to povem mojemu možu. Tudi to mi je drugače malo tako, prioritete tukaj v smislu pač, jaz bi imela nerealno slabo vest. Jaz pa ne mogla človeka v oči pogledati. Točno to. A veš kaj mislim? In je to recimo tudi taka stvar, tukaj sploh ni to vprašanje, ja. Zakaj se sprašuješ? Kaj pa bo služba, zelo mi kaj pa tako bo z ugledom? sebično deluje, ja, tako zelo, no. Ti si nekoga izdala, ti se pa sprašuješ, kaj bo s tvojim ugledom? Ja. Tako egocentrično, ne? Kaj bo z možem, a me bo spustil, ali mislim, prosti, ampak pač to je zdaj tvoja najmanjša skrb. Kako se bo pa tvoj mož počutil pismo, a veš, kaj mislim? Tako da meni, to v bistvu malo me je razjezilo to, no, ta vprašanja na koncu, ne. Realno, dober point, ja. Ja, iskreno, to je tako najmanjša stvar, ne, mislim, daj se ti raje obremenil s tem, kar si naredila in kako boš zdaj to popravila, ne. Ne kako boš to skrila, pa kako boš pač šefu dopovedala, da morata biti zdaj ti do konca življenja v temu, ampak kako se boš pač soočila s temi težavami, ki si sama nakopala. Ja, drugače pa sindikalci službene zabave sploh pač. A ne, kaj ne rečem? Ja, ne vem, jaz tega res nisem še doživela, ne vem, bila sem... Mi smo imeli zdaj sindikalca. Ja, smo imeli, pa nisem imela takega feelinga. Nisem nič tako videla. Ne, vsi so bili ful sproščeni, vsi so ful plesali. Škandaloznega. Ne, vsi so peli, tako, v bistvu je bilo, ja, čisto normalno, čisto fajn, vsi smo se imeli fajn. Hrana je bila vrhunska, za ston, by the way, jaz sem si pol še za domov v San Paolo. Ja, Maša si prav tako celo pico vzela, ja. Ta prver sem dobila, ali kaj za pice. Se prav izkoristilo. Ma žal mi je, da nisem več vzela domov, iskreno. Ne, res, no, ker je bilo ful dobro. Ne, jaz bi pa realno lahko malo več pojedla. Jaz sem tako pojedla, sem kva eno bedro in to je to. Tako sem ful malo pojedla. To sem, jaz sem malo več pila, kakor jedla. Jaz sem tudi pol, tako, na neki točki sem čisto pozabila tam na hrano, saj sem se pol na koncu spomnila. Jaz isto na koncu pol malo, ampak mi je bilo ful žal, ker najprej sem sam par teh piščančkov, potem sem pa kar sam pila. I know. In mi je žal mi je v bistvu, da nisem več za domov vzela, ker ful hrane je ostal in hrane se ne meče stran. Tako, imaš dva tipa ljudi, eni pridejo zaradi hrane, drugi pridejo zaradi alkohola. Tako, a veš, kaj si ti, zapiši v komentar. Jaz sem tip hrane, jaz sem tip, ki se je veselila te hrane že. Jaz pa bolj alkohola. Veš, tako, mislim, ker hrano itak imam doma, alkohol si pes ful nekaj nakupujem. Ampak imaš to dobro hrano doma, a veš kaj, mislim, sej smo tudi hrano doma, ampak noben se tako ne potrudi, kakor se potrudijo v nekih restauracijah, na sindikalcih ali dober point, ja. A veš kaj mislim? Sej si lahko tudi doma naredim sendvič, sam ni isto, ni isti feeling, kakor če ti en drug pripravi hrano. Tudi recimo božična večerja, jaz ful raj grem na božične večerje k nekom drugmu,
kakor pa, da jih imam pri sebi doma. Mislim, sej rada gostim pa vse, ampak pri drugmu mi je tako, ne vem, zmeri se nekdo ful potrud in jaz ful uživam v tem trudu in tej hrani. A veš, kaj mislim? Tako, Ti si pravuna, ti prideš tja. Pač pridem pa požrem. Ja, točno to in pa greš in čau. Ne, sej sem iz doljudnosti. Še rigneš v paca. Iz doljudnosti zmeri ostanem še nekaj cajta, tako pač malo small talk, pa to, ne. Ampak jaz mislim, da jaz nisem edina, jaz mislim, da marsikdo se pač veseli prideti k svoji babi za božično večerjo, ko ve, da bo šla tako all in, pa se bo najbolj potrudila. Definitivno. In glih to je to, no, pač to je point, dajte se potruditi, če povabite nekoga. A ti koga zdaj naslavljaš? Če me bo kdo povabil, ali pa komorkoli se bom jaz pač letos uštulila za božično večerjo, dajte se potruditi. 5-hodni meni, minimalno. Marija, okay. Točno to, obvezno mora biti tudi tatarski biftek, to je ful dober. Še kakšna zahteva, mislim, še kaj rabimo vedeti? Ja, mislim, zdaj razmišljam, zahtevna stranka, ful bo predolgo, no. Ona kar našteva, dost. V bistvu ne, moram končati, bom dobra voditeljica in zaključila debato. Točno tako, bolj. Gremo naprej, naslednja zgodba. Ok, se pravi. Sem kretenka, ker sem prosila prijateljico, naj na božično večerjo ne pripelje psov. Ne. Stara sem 26, letos sem prvič jaz gostila božično večerjo. Vse sem pripravila, hrano, dekoracije, prostor, vse. Prijateljica Kara ima 2 psa in ju pelje s sabo dobesedno povsod. Nista terapevtska psa, ona ju pač obožuje. Lani je en pes pri drugi prijateljici skočil na mizo in požrl celo skledo nadeva, jaz sem bila edina, ki se ni smejala. Letos pa sem dan pred božično večerjo napisala samo kot informacija, prosim, brez živali tokrat. Nisem nje specifično izpostavila. Ona takoj, a to velja za moja psa? Jaz, ne želim dlak v hrani, ne želim paziti na živali, plus bo nekaj otrok tam. Njej to ni bilo všeč, rekla je, da nima nikogar, ki bi pazil na psa. Jaz sem rekla, da bodo okej doma za par urc, ona ne, imajo anksioznost in morajo biti z mano, jaz žal mi je, ampak pravilo ostane isto. Potem je začela s temi forami, da so psi njena družina, da so bolje vzgojeni kot otroci in da jih izključujem. Rekla je, da če psa ne smeta priti, tudi ona ne bo prišla. Jaz sem pač rekla, da mi je žal, ampak da okej. Smo se pa zmenili, da bo vsak prinesel tudi nekaj hrane in ona je bila zadolžena za sladico in solato in sem ji zato tudi rekla, kdaj lahko pričakujem to hrano, da jo dostavi in je pač rekla, da če je ne bo tam, je ne bo prinesla in sem potem jaz mogla leteti v trgovino po sladico in solato. Druga prijateljica je rekla, da bi bila lahko malo bolj občutljiva, da bi lahko malo boljše shendlala situacijo in da je ne morem kar tako pustiti za praznike same doma, da ima v grdo, ampak meni se pač zdi moja hiša, moja pravila. A sem jaz tukaj kretenka? Ok, alo sa nekaj, zdaj, ko si brala to zgodbo, jaz sem kar pikse sem dobivala. Okay. Ker to so prav ljudje, ki so tako egocentristični, sploh ne znam drugače povedati, ker kar mislijo, da pač ta njihov lifestyle in to, kar je njim normalno, mora biti pa še ostalim normalno. Ker jaz imam 2 psa, 2 velika psa imam doma, ful lušna, ampak jaz razumem, da pač vsem psi niso. In jaz, če bom šla k nekomu drugemu v bajto, k nekomu, ki mu ne bo všeč, da te 2 psa pač prideta z mano, ne bosta prišla. Ja. Mislim, kakšna je tukaj logika, oprosti, ampak to je identično, kakor, a veš, ko so kakšne poroke in se par poroči in pač reče, veste kaj, mi pa ful ne bi radi otrok na poroki. Ok, tvoja poroka je super, ni panike in se potem tam ena ženska pritožuje, zakaj pa ne morata moja 2 piksa prideti? Oprosti, ker ni tvoja poroka, ker je pač od njiju 2 poroka in sta to njuna pravila. Mislim, halo, če ti pa kaj ni všeč, pa pol pač ne prideti. To, da je pol rekla, da ne bo te solate prinesla, ali ne vem kaj, razumem. Ok, pač prav, iskreno, briga me. Ampak vse ostalo mi je pa tako, mislim, kva ti ni jasen. Ja. Pa to, da ne moreš psa opustiti, mislim, sorry, saj ti si vedela že ne vem kako naprej, da boš šla tja, če pač veš, da to ljudem ni, mislim, oprosti, pa varuško, ne vem, neki za pse pač najdel, kva je ne vem, no. Jaz tudi jih pač žal moram kdaj pustiti svojega psa doma. Meni je to zabavno mi je gledati, ker vidim, koliko si strastna zdaj glede tebe, tako čisti žuč naratala. Čeprav jaz pa moram zdaj lekle povedati nekaj še. Jaz sem malo kontroverzna, klele. Ne, zato ker v bistvu sem to zgodbico malo povzela, ne? In ene detajle mogoče, ki bi jih mogla omeniti, zdaj sploh ti tako način, kako si se odzvala, izpostavljaš, sem dojela, da bi nekaj mogla tudi izpostaviti jaz klele tej zgodbi. Pa izpostaviti. Ok. Pač, fura je, da ona je s to prijateljica tako že veliko leta, ne? Okay. In ta prijateljica te 2 psa res konstantno povsod sabo fura, ne? In ona to ve, ampak fura je, da je ona nje tako en dan prej javila, da ne sme pripeljati psov. Čeprav
ta prijateljica konstantno vozi te dva psa s sabo in je to že kot na nek način pričakovano, da bo ta psa prišla zraven, ona pa ni en dan prej da ju ne sme pripeljati. Razumem. To je malo tako grdo, če mene vprašaš. Če ti veš, da je ona tako navajena, da jo ima konstantno s sabo, pač pa da veš, da nočeš, da sta tokrat pri tebi doma, ker je totalno, kot si ti rekla, to se že strinjam s tabo. Njena hiša, njena pravila. Če ti nočeš teh psov doma, totalno razumem. Sam daj prej ker ta ženska tudi tega ni pričakovala, ona je navajena na to, tudi zmer je bilo tako in verjetno je sklepala avtomatično, verjetno tudi tokrat. A veš, kaj bi pa jaz tukaj rekla? Že to, da ona nekaj sklepa. Recimo, mi da bi bili lahko 10+ let prijateljci in imam jaz 2 psa in bi jo lahko skozi, ne vem, vozila k tebi. Ampak jaz bi te čist vsakič, ne glede na to, koliko cajta jih že pelem k tebi, če vprašala, aj tebi kul, da moja 2 psa še prideta. Ne glede na kaj, ne glede res čisto vsakič bi vprašala, čeprav sem ti že 100-krat rekla, da je kul. Če bi ti mene rekla tako enkrat, daj Maša, zdaj me pa nekaj sprašovati, ker veš, da lahko te 2 psa vsakič prideta, okej, to je mogoče malo drugače. Ampak, če mi pa ne bi nič rekla, bi te pa čisto vsakič vprašala, aj tebi kul. Ker jaz se zavedam tega, da pač psi vsem niso všeč. Žal mi je, pa mi je grozno, ker imam jaz ful rada pse. Jaz isto, ampak se to tudi zavedam. Jaz se to tudi zavedam in spoštujem. Mislim, razumem lih najbolj, ampak totalno isto in se ti pravim, jaz bi isto razumela, sam ne vem, to pa, ne vem, jaz razumem njeno sklepanje, če sem čisto iskrena. Ampak če je ona rekla, lej, ne vem, ne rabiš me vsakič sprašovati, a lahko te 2 psa prideta, to je nekaj drugega. Ampak spet, še en point, ki ga imam tukaj, oni so pač praznovali ta božič z večjimi ljudmi, se pravi, bili so tudi otroci, druge družine in kakorkoli, in če ti veš, da vidve nista sami s to frendico, ki je pač kul, da imaš ti pse, in če veš, da bo več folka, daj vsaj zaradi tega vpraši. To je res, ampak kaj pa glede tega, a tebi se ne zdi nič tako malo grdo, da je ona to en dan prej povedala? Mislim, meni bolj se mi zdi to, da pač je ta sama vprašala. Če ona ve, da bo, ne vem, tam 20 ljudi, medtem tudi druge družine in drugi otroci in ona mogoče ne ve, a je njim to okej. Ta je organizirala to nekaj časa, dobro je vedela, da je možno, velika verjetnost je, da bo ta psa pripeljala in ni prijavila. A bi bilo prav, da bi ona prijavila, mogoče. Pa tudi to, drugače, a veš, kaj mene ful zmotil pri tej zgodbi? Meni je bila iskreno ta ženska, ki je brala to, mislim, ki je to zgodbo napisala, mi je bila antipatična, tudi tam, ki je rekla, da je pričakovala, da bo ona zdaj prinesla sladico pa solato. Kva ti misliš, da si? Zdaj to prosim, Bibi, sem tako prav legit, kva ti misliš, da si, da ona zdaj s tem se jaz ne strinjam. Kar se tiče psov, če bi mi dve sami praznovali božič in bi jaz že 10 let vozila k tebi pse, okej, v redu, pač bi jih mogoče pripeljala. Če bi pa ti me rekla, pride še moja cela familija, od, ne vem, Martina cela familija, eni daljni sorodniki iz, ne vem, Srbije nekje, da bi jaz tebi rekla, a lahko jaz pripeljem še svoje 2 psa. A je vse kul, čeprav pridejo vsi. A je vse kul, da je pač, a razumeš, tako avtomatično bi pomislila. To razumem in načeloma se čist strinjam s tabo, res, ne me narobe razumeti, jaz sem ista glede tega. Jaz imam tudi psa doma, pa valjda bom vprašala, pa ne bom ga fulsilala nikamor. Tudi mi imamo to srečo, tudi tako smo ga navadili, da je sposoben biti sam doma par ur, a ne pač, nam je težko ga pustiti samega iskreno, a veš, boli me srček, sam je pač, se je navadil tako in drugače ne moreš, life gets in the way, ne. Ampak tako, meni sam mogoče specifično pri tej ženski me je ta ton, kako je ona to napisala, pa to, kar je rekla glede hrane, pol pa to, da je en dan prejavila. Pri njej, sam specifično ta njena zgodba me je malo zmotila, ker mi ona deluje egocentrična malo. Razumem, tudi tako. A veš, in pač tudi ne vem, je nekaj na tem, da je mogoče tudi njena frendica rekla, ne, da ji pač maybe bi se lahko malo bolj šhendlala situacijo, veš, tako malo lepš maybe povej, ali pa ne vem, tako malo prejav pismo. Mislim, jaz mogoče mislim, da je malo zmotil to, da se je zdelo vse samoumevno. Pismo valjda, da prej vprašaš, bi ti lahko ona prej sporočila sigurno, ampak jaz mislim, da bi mogla biti njena naloga, da je mogoče ona toliko v glavi, da če bo pa tam 20 drugega folka, mogoče je pa fair, pa prav, da jaz pač vprašam, a lahko pse pripeljem ali ne. In da potem tudi, če ti nekdo reče pač ne, sorry, da to vzameš normalno, mislim, tako pač razumem to, ne, to glede hrane. To je že zelo neracionalno, meni je ta punca mogoče je zelo osebno je po moje vzela to, da ne sme psov pripeljati, tudi v smislu, da so psi, da se bolj obnašajo od otrok. Jaz se drugače strinjam. Psi se znajo veliko bolj obnašati od marsikaterega otroka. Samo to hočem reči, tudi to mi da vedeti, da je ona zelo osebno vzela to kot neko žalitev na nek način in se zdaj spušča na ta nivo, da govori, da se psi bolj obnašajo od otroka. Ker sploh nima veze za res to tukaj. Pač ni to bistvo. To je tako, veš, kolikrat te recimo, ki pač hočejo na poroko uturiti svoje tamale, pa čeprav pač, ne vem, ženi in pa nevesta si ne želita, pa zmeri reče, so kar užaljeni, ampak sej, moje 2 otroka sta najbolj pridna angelčka.
In sem tako, pa sej se Nima ne gre to za veze, to. ni to saj- bistvo. Pa to je dan Ja. od te neveste, pa Jenny, to je njun Ja. dan in ti zdaj le komplicirala zaradi svojih otrok, ker kaj, tudi ne more mamica tvojih čuvati za par ur, veš, ista Točno fora, to, ne. pač točno to. Pač no. na Tako da, koncu je ta, no. Glej, jaz tukaj pri psih sej pravim, jaz vam blazno rada pse. In če mi kdo reče, ni problem, da prepelješ svoje 2 kužka k meni domov, super mi je, top mi je, ampak ne morem pa jaz zdaj kar pričakovati, da bo pa moje 2 psa sprejel vsakdo. Ja. In da jo bom lahko kamorkoli prepeljala. A veš, Saj kaj to, saj mislim? to, ja. Pismo, a veš, to je tako kot ljudje, ki se, ne vem, bojijo psov in pol, ne vem, je ni všeč, ker gre recimo moj kuža mimo njih, pa se jaz ne morem kriviti tega človeka. Ja. A razumeš, meni se zdi pač glupo. Ka veš, da pes ne bi nič naredil, Ja. ampak on ima pač ta nek neracionalen strah. Ga no. pa pač razumem. Ja, a veš, kaj saj mislim? to, Pač saj to, ja. totalno ga razumem, a ne, pač nismo vsi za vse. In zdaj, da bi pa jaz tukaj usiljevala svoje mnenje in svojo ljubezen do psov nekomu drugmu, samo zato, ker pač imam jaz to. Ja, se strinjam. Ne morem, a ne? Sam še en komentar moram izpostaviti, ker je bil pač, ker je bila ta zgodba in pol so bili komentarji. En je tudi dober komentar, A sam se napisal. strinjajo ali ne? Prav zanima me. Tako kot meni jim gre ful v nos ta njen komentar glede hrane pa vsega tega. Tako, Okay, ampak kaj dobesedno, pa glede psov? toliko so se pol osredotočili na Na un, ono hrano, toliko okej, jih je ja. zmotil njen odnos, da so bili tako fuck that. Ja, A ja, veš, kaj okej, mislim? kontam. Ampak ne, en komentar je bil dober. Se pravi, nočeš, da psa pripelje, zaradi tega, ker nočeš, da bojo dlake v hrani, hočeš pa, da punca pripelje iz svojega stanovanja hrano, čeprav so tudi tam njeni psini, verjetno še veliko več dlak. Je tudi tako malo štekam to, ne, ker smo tudi eno kolegico, ki ima psa in tudi je težko ga samega pustiti, ima tako situacijo, tudi v službo ga sabo nos, ker ima ta privilegij, da ga ima lahko tam sabo, Okej. jih pustijo in zna biti zelo smotan. No. In pol, če ti, in je pač ful je tak, tudi je tak, je, ne zna sam skozi joka, kaj sam doma, sosedje se pritožujejo. Pač to take pse, pač mi imamo to srečo, se mi zdi obe, da najni psi so dejansko tako glede Ja, tega, ja, so ful v pač redu. ful pri njih, Sam ja. imaš pa dejansko anksiozne pse, a ne? To, na nek način je to res kaj en otroka. No? Okej, In pa sam, da poje na konca. In ga mora s sabo konstantno pelati in s tem, a ne, če je pri tej punci res identična fora, da ti spet ponavljam se, en dan prejaviš, pač not ok, a ne? Ja, samo ne moreš pa zdaj ti pričakovati, zato ker imaš pač ti tacga psa, se bodo pa vsi ostali ljudje pa situacije prilagajale Ne, da tebi. se to pričakuje, sam se mi pa še vsem zdi mogoče tako humano, pa tako. Če imaš kolega, pa da ti ta kolega nekaj pomeni, pa da veš, da ima te 2 psa, da jo skozi sabo nos, pa da sta Itak. psa anksiozna, pa da še en dan prejaviš, meni se to zdi neovidevno. Mislim, normalno, če bi recimo ti prišla sama k meni, pa bi bile mi 2 same. Sam, če bi imela pa še 20 drugih ljudi zraven, od tega mogoče kakšne otroke, pa še koga, ki mu bi bilo nelagodno, pa a veš, pač ni prav. A veš, kaj Vem, sam mislim? jaz sem še vsem tako tega mnenja, da pač ne vem, da se takih stvari ne jav en dan prej. Mislim, da jaz zdaj ne izpadam neovidevna, ne, ampak pač sam, mene po moje sam fora pri tem, da me je ta specifična oseba mogoče Hrana malo te je zmotila. zmotila. Po moje, kakor te je se ti pravim, in zmotila. tudi, a veš, kaj imaš to je v bistvu ta segment na Redditu, kao am I the asshole, ne, in pol folk presoja, ja, ta je bila dejansko obsojena za the asshole. Ja, Pač zato, po moje, ker ker jih je res toliko zmotil hrana to, a zmotila. ne, pa tudi razlogi, ki jih je navedla, glede recimo dlak v hrani, kaj bajdoj, ne vem, kako je pri tvojih psih, sam moj pes, ne vem, jaz ne dobim nikoli dlak v hrano. Ej, mi pa imamo ful probleme Kva? s tem. Ful spuščata dlake, tudi v hrani, glih zadnjič sem shit. delala flancate in mes sem testo in vidim eno črno dlako in sem A bila prav tako, resno? ja, mi in s tem, Jaz da pa ful nimam mistik, take izkušnje, pač moj pes je Ne. kratkodlak in on tako ful ima. mistik isto, ampak on ima pa take mislim, debele, ful trde dlake. Moj ima tudi drugače, ampak še vsem. Ne, ful jih pušča, no, v bistvu Wow. oba dva jih. A veš, Lisa ima pa Okej. une črne dolge dlake. Ok, no pa imam pa In jaz kar je- srečo s tem. Ja, Ker mi imamo jaz pa res nimam teh katastrofo s tem. problemov in si sploh tako ne predstavljam. Tudi to, veš, ko sem prebrala, sem bila tako pa dobro dlake, sej to ni kar tako, da kar padejo pa lebdijo. mi imamo pa ful, A mi ja, imamo pa ful dejansko ok. problema s No to je temi pa pol dlakami. spet malo drugačna izkušnja. Tako da tudi, ja. razumem, ampak se nima veze. Sploh tudi, če ne bi pač navedla razloga, mislim, meni je že dosti velik razlog to, da je tam pač veliko drugih ljudi in da moraš biti obziren in če ne drugega pač vsaj prej vprašaj. Ja, ok, to je res. Ja. Hrana pa razumem to, da pa ona pričakuje, da bo ona še vedno prinesla hrano, to je pa tudi meni glupo. Mislim, Ja, z tega vidika je kretenka, Prosti, iskreno. ja, iz tega vidika bi rekla, kretenka. ja. Z unga vidika, da pa pač v bistvu sam pričakuje, mislim, da nekako noče, da v njeni hiši so psi, to je treba spoštovati, to pa pač ni. Ja. Ja, tako da tukaj je zdaj pač 50-50. Jaz bi rekla, obe dve na svoj način sta kretenki. Ok, zdaj pa ena dilema. Ok, da slišimo. Moj fant si želi novo leto preživeti s prijatelji v Beogradu. Rekel je, da tokrat želijo biti res samo fantje, zato žal ne morem zraven. Priznam, da se počutim malo neprijetno. Prvič, ker sem si novo leto res želela praznovati z njim, drugič pa zato, ker tem njegovim prijateljem ne zaupam. Enkrat se je že zgodilo, da ga je njegov samski prijatelj nagovarjal, naj me pusti, da bi lahko šla oba samska ven in uživala tudi z Ojej. drugimi puncami.
prijateljska skupina ga pogosto spodbuja k takšnim stvarem, zato mi ni povsem prijetno, da gre s takimi ljudmi še posebej za novo leto v Beograd. Ne želim izpadati posesivna, ker nimam nič proti, da gre ven in se zabava. Vseeno bi si želela, če bi bil mogoče letos doma z mano. Ne vem točno, kako ga to vprašati, ne da bi delovalo, da ga omejujem in ali je sploh to nekaj, kar ga lahko prosim. Zdaj, kaj je pa res taka dilema, se mi zdi pismo. To je pa spet ena taka sočna, glede katere se mogoče na vas strinjali. Mislim, čakaj malo, ampak ti samo malo, pač preden začneva komentirati, to so prijatelji, ki ga nagovarjajo, da je samski. Pač preden je karkoli. Ampak kaj ima zares veze? Če je on zvest, nima veze, da ga nagovarjajo. Ok, sam pač mogoče ti še vedno malo neprijetno, ne? Ja, neprijetno je, sam kvazi. Pač ti zaupaš človeku, ne gre, uživa in to je to. Pa spet novo leto, koga briga to novo leto. Mislim, tako ne rečem, da bi bil božič ali pa rojsten dan tvoj, on bi šel pa raj žurat s svojimi frendi. Dobro, sam za novo leto se mi zdi, da v Beogradu se kar veliko dogaja. Ja, to ja, ampak tako hočem sam reči, da ni tak, meni se ne zdi tak big deal, da hočeš s frendi. Da pač, da ne bi skupaj. Ne, ja. Jaz se s tem pač čisto strinjam, ok, itak, če boste skupaj še, ne vem, naslednjih 50 let, ne rabite zdaj vsakega novega leta skupaj preživeti. In kakor sem jaz razumela to punco, tudi ona nima problema s tem, da gre pač on ven žurat za novo leto, oziroma da gre v Beograd. Specifično jo pač mod ta družba. Ne? Sicer, jaz sem tako, a veš, kaj sem pa jaz mnenja? Zdaj ne vem, ampak tukaj me res zanima, a se strinjaš ali ne. Meni bi bilo mogoče malo nespoštljivo, da bi se moj fant družil s takimi prijatelji, ki ne spoštujejo mene, ne spoštujejo najne zveze in ga pač nagovarjajo k takim stvarem. To je res. Ampak zdaj sem jaz tudi tukaj, se malo tudi, dejansko sem zdaj malo vprašala tudi glede tega tipa, tako. Mislim, zdaj ona ful ni veliko povedala, ampak me tako malo zanima v smislu, a je on njim rekel, da to ni cool, a je eno mejo pač postavil. A veš kaj, mislim, me bi so, ne vem, to delali prej, pa jim je pol on mejo postavil in so se skulirali. A ne, ampak ne vem, ona ne opisuje tega, da bi bilo tako in z tega vidika je pol tudi on mogoče malo čuden, iskreno. To je malo tako čuden, ja, ker se mi zdi, to je dober point, ker se mi zdi, da družba zna tudi dosti o tebi povedati. A veš, ona je rekla, da je v preteklosti se je to že zgodilo. Sam ne pogovori pa zdaj, ona ni tega opisovala, kakor da se zdaj to konstantno ponavlja. A veš, maybe je bil to en tak incident, pa so pol to razrešali, ampak valjda in the back of her head je pa to še kar neka nesigurnost. Kar je razumljivo. Jaz bolj mislim, da je to pač neka una party družbica. A veš, recimo, ne vem, so primer vsi samski in pol ful nagovarjajo še tega tipa, ki pa ni več samski, joj, dej bo če ti, dej, veš kaj zamujaš, bla, bla, bla. To je ful slabo. In da mogoče tudi vsakeč, ko grejo žurat, a veš, tako, lej, ta riba je pa zate, ne vem, tako, nekaj v tem smislu, no, tako sem jaz to razumela. In da je mogoče pač tako res vsakeč, ko grejo ven. In meni iskreno, meni bi pa bilo neprijetno, če bi moj fant šel ven s tako družbo. A veš, kaj gre maybe meni pri njej malo na živce, pri tem njeni zgodbi v smislu, kako naj to njega vprašam. Meni gre tako vprašanje na živce, ja, vpraš ga tako, kot si likar povedala. Ne, ja. Tako, zakaj sam ne vprašaš? Povej, lej, meni je neprijetno, to so te že v preteklosti nagovarjali, povej mu tako, kot si nam povedala. Zakaj to tako? Eni ljudje se mi zdi res ne znajo komunicirati. Ja, malo se komplicirajo stvari, to se strinjam. Mogoče samo pač noče, ne ve, kako to vprašati, da ne bi izpadla tako, kakor da ga ona zdaj omejuje, kakor da ne, jaz pa nočem, da greš ti žurat. Ampak se točno tako, kakor je napisala, meni zveni zelo neomejujoče. Sam pač nima sploh veze s tem, da točno tako, pač tako poveš, ne gre se za to, da jaz ne bi hodila, sem se, veš, kakšna je bila situacija, jaz res neprijetno mi je v ideji, da te bojo spet v neki tazga nagovarjali, kako ne se zdaj sprostim s tem. Ni mi prijetno, da greš to družbo. Točno to, kle sploh ni. Ne vem. Ja, pač veš, kaj mislim. Pa tudi tako, drugimi, že da to overtinka, malo se tako sprašujem glede njunega razmerja, da moraš ti eno tako stvar, ki meni se zdi totalno normalna, da ti svojega partnerja vprašaš, normalno se usedeš dol z njim, mu rečeš v faco, da ti to toliko analiziraš, eno tako preprosto stvar, mislim, mami deluje tako, da se ni čisto sproščena z njim ali neki. Na podlagi tega bi jaz to sklepala, veš. Veš, kaj mislim, da ti nisi dosti sproščena s tem tipom, da mu poveš tako, kot si zdaj ti to nam opisala. Da nočeš pač izpadati. Nočeš izpadati kot neki. Pa se te on dosti pozna. Če te on dosti pozna, bo že vedel, da ti ne misliš tega tako. Točno to, točno to. A veš, tako da to je malo čudno. Mi bi toksičen odnos. Ne vem. Zdaj jaz res klele ful obsojam, pa sklepam, samo mi je čuden. Ampak se pa absolutno tukaj strinjam s tabo. No. Je pa to tudi dosti veliko pove o tebi in o tem, koliko ti ceniš svojo punco in koliko ti ceniš to razmerje. To. In če ti nisi postavil jasne meje, ali pa si jo in jo tvoji frendi, te frendi specifično niso spoštovali in to še vedno delajo in da ti hočeš iti z njimi v Beograd, to, to pa je nespoštljivo. A veš, kaj mislim? Tako da to, no, ne vem.
Se mi pa zdi pomembno, kot si tudi rekla, da se pač ti postaviš za svojega partnerja. Veš, tudi če je ena taka mislim, tudi če je že malenkostna stvar. Ne vem, pri meni je bilo enkrat tako, da je en moj kolega je enkrat mojega fanta kar nekaj hotel, ne lih upravljati, sem tako malo se je pritoževal v smislu, kao, ne vem, kako je tvojemu tipu lahko toliko navaden, da se ti družiš z drugimi tipi. A veš, to je bila ona debata, ki so imele moško žensko prijateljstva. Pa ta kolega, zdaj kolega je mogoče tudi malo preveč pretiravam. No, bolj tako znanc, ki smo bili slučajno tam neki na pijači, jaz sem bila s svojo prijateljico, pa z enim prijateljem, on je bil pa slučajno zraven. In kar nekaj tako komentiral in sem bila tako, kdo sploh si ti, tako bo tih, pa s tem, da hvala Bogu imava toliko zdrav odnos, da si toliko zaupava, da mu ni problem, da imam jaz moške frende in meni problem, da ima on svoje ženske frendice in to je to. In meni se iskreno moj odnos zdi tako, sploh zdaj, ko malo spoznavam tudi več ljudi, pa to se mi zdi eden izmed najbolj zdravih. Ne vem, tako, da si do te mere sproščen, pa da na to tako gledaš, da ti nič ne pride do živega. A veš, kot si rekla, nič mi ne pride do živega. Ni tako, kot da meni nič ne pride. Kot si rekla, ne da meni nič, pa da sem jasna, meni marsikaj pride do živega, sam tako, tukaj mi nič ne pride do živega, ker mi res kaj nima za pride do živega, ker je toliko neproblematičen odnos to. Da veš, si 100% siguren, da... in a ni to lepo? Pač tako, ne vem, a ni to dobro? Ne, to je super. In v glavnem, point je bil sam to, torej, da moraš zagovarjati svojega partnerja, s tem tudi isto, v prejšnji epizodi so imeli že eno tako zgodbo, kjer se je mož dejansko postavil za svojo ženo proti svoji lastni matki in ta se navzaj kvakle proti frendom. Ja. Daj nehi, no. Ne, a veš, kaj pa jaz mislim? Enkrat mi je ena moja ful dobra prijateljica Špela rekla, ne, ti kot partner vidva sta ekipa, vidva sta tim. Ja, exactly. Kar pomeni, da ne sodelujeta en proti drugmu, ampak ne kurcata en drugega, razumeš, ampak pač sodelujeta en z drugim, ne, in si pomagata. In tudi to, da ti potem pač zagovarjaš ali svojega fanta, svojo punco pred drugimi, to ful veliko pove o tebi in o tem, kakšen ekipni duh si ti dejansko v tem razmerju. Ne? Pa tudi, če se ti mogoče s svojim fantom nasplošno glede na česa ne strinjaš, ti ga ne boš v lifeu pred drugim kurcov. Ne boš tega dela pred drugim, ti to naredi za zaprtimi vrati. Ne govorimo zdaj to, kar ti kdaj poveš svoji best friendici, pa da malo pojamraš. Ne to, ampak tako, ne vem, da je neka družba, kot zdaj ta moj primer, ki sem rekla, ki je ta kar nekaj začel govoriti. Če bi bilo slučajno nekaj, s čimer bi se še celo mogoče z njim strinjala, jaz bi pač rekla, a ne. To je pa en problem, ki ga imamo pa s Pavlom, ker res Pavlo, to pa, on tudi mene tako kdaj pred drugimi, pa tako ne namerno, jaz vem, da to on ne dela namerno, ampak kar zine. In jaz sem v zadnjič, sem rekla, en quote sem videla in je v bistvu correct me in private, correct me in private, pa support me in public, ali nekaj takega. In to je res, sem rekla, tudi če se ti ne strinjaš z mano v tistem momentu, sej se ne rabiš, samo ne rabiš me pa pol pred drugimi tam neki kurcat, ker zgleda, kakor da greš ti proti meni, kakor da midva nisva ekipa. Točno to, nista ekipa v tem trenutku, nista. Ti si pol tam izolirana, ne, in si sama, ti rabiš enega, ki bo tam stal za tabo in te podprl, ne. Točno to, Pa ka sta na samem, pa le reč, Maša, mogoče se absolutno ni to bilo najbolj cool, ali kakorkoli, ne. Ja, tudi tukaj se čisto drugače, ampak ti pač moraš delovati kot ekipa, ne, in tako da tukaj jaz tudi mislim, no, sicer zdaj smo spet malo, nismo zašli dejansko, sej dobro temo smo odprli, no. Ja. Tako da jaz bi se z njim pogovorila. Ja, ker konec koncev sta ekipa, oziroma bi vsaj mogla biti, ko mora funkcionirati nek normalen odnos. In se usedeš dol z njim, poveš tako, kaj je, in realno, če je normalen, normalen, če te spoštuje, pa če je empatičen, kakorkoli že. Validira tvoj razlog. Validira, ne, ker realno tudi ne rabi to nekaj, zdaj, s čimer se on 100% strinja, pa on 100% razume. V bistvu je sam pomemben, kako se ti počutiš, veš, to mora človek spoštovati. Ne bi se njega ne dotaknil, ne bi on ne gleda na to tako, sam mora spoštovati tvoje razloge. Točno to, ja. In pač reči, to mi gre tudi daj na živce, pri ljudeh, pismo, pa sej nisem nič tazga rekel, da bi Pavla poslušala. Točno, če se jaz počutim užaljena za tega, kar si rekel, kdo si ti, da meni rečeš, da ti nisi nič tazga rekel? Jaz se počutim užaljena. Res te čisto razumem, ker mi s Pavlom sta tudi tako, pač mene doskrat marsikera stvar prizadane, medtem ko Pavla ne. In on ne vidi stvari tako, kot jih jaz vidim, kar čisto razumem. Ampak če ti pa jaz pač povem, tole danes me pa res ful prizadel, a veš, ne mi pol reči, sej zakaj, pa ti si toliko občutljiva, pa nekaj. Kar pikce dobim, kaj mi to reče. Res, to ni cool, sploh. In prav rečem, a si lahko tih, pa samo rečeš, razumem te, bom te skušal razumeti in to je to, pač, a se mora zdaj tukaj neki bockat. Točno to. Pač v redu. Martin je imel tudi včasih malo probleme s tem, je tudi tako znal reči, pa se ni bilo tako mišljen, ne bla. Zdaj pa tako je malo dojel in mi reče dejansko, oprost, nisem tako mislil, ampak reče pa oprost, pač
Vsaj to, jaz vsaj tudi to. ne pravim, da Pa bi vi se ste ona resno dva mislili. strinjata z Ja. nama dvema, ali Ja. kakorkoli, ampak daj pač vsaj, če ti jaz rečem, da je mene nekaj prezir, reči, oprosti, bom se naslednjič potrudil in to je to, Točno pač to, to je ja, vse, kar točno rabiš, to. ne pa vse nisem tako, vse nisem Točno tega to. rekel, Pa skozi. če že, ne vem, ok, saj useta se pa probi malo bolj argumentirati to, zakaj si tako mislim, ampak še vsem pa dej reči, nisem te hotel prizadeti oprost, saj to. To Pa gre meni tudi tudi ful na te živce. fure, ko ti nekdo reče, da si preveč čustven ali pa preveč občutljiv, meni gre to ekstremno na živce. To mi gre, to, To- kar mi reče, ti si preveč občutljiva. Ej, Sorry, pa sej sem, jaz čist priznam, da sem občutljiva, ampak se mi zdi, da noben človek ne more biti pač preveč občutljiv, ja. Mislim, ti imaš čustva, mogoče, ne vem, jaz kakšne stvari malo bolj čutim kot ti, ampak to pa ne pomeni, da ne vem, sem pa jaz preveč čustvena, ti si pa čist, ne vem, apatičen. Ja, A saj veš kaj, to, jaz ja. lahko tudi to rečem, ti si S pa tem, totalno da- nečustven. S tem, da jaz že tako gledam na čustva kot na nekaj res lepega. Jaz v bistvu Ja. zelo občudujem ljudi, ki so čustveni na nek način. Jaz tudi, Sploh v ke svetu, ki je tako jokajo, nečustven. Ja. ja. Ker to zahteva toliko enega poguma. To zahteva toliko enega poguma in realno si ponosna na to, da si Točno čustvena. to. Jaz sem tudi ponosna Ja. na to in tako mora biti. Ok, super, ta debata je bila kar, Ta je bila dobra. všeč mi je bila. Okay, no dej, za konec bo v bistvu čisto eno tako kratko zgodbico. Dejansko ne pusti sploh veliko prostora za debato, iskreno. Sama je bolj taka bedna, v bistvu žalostna na nek način. Božična zgodba, mislim, žalostna, vse ste slišali, no pač tako, Okej. škandalozna mogoče. Škandalozna, žalostna, Ja. bedna. Ja, čutno je. Okay. Moja najljubša katastrofalna božična zgodba je iz časa, ko sem bil še svojo bivšo. Hodila je na tečaj oljnega slikanja, zato sem ji za božič kupil vse. Platno, stojalo, oljne barve, profi čopiče in ta šara ni poceni. Kupoval sem mesece, da sem res najdel top robo. Ful sem bil navdušen nad darilom, no, vsaj mislil sem, da sem. Pride božič, odpiranje daril, ona to vidi, začne jokat, se zapodi iz stanovanja, sede v avto in se skoraj zaleti v sosedov zid. 8 ur sem jo lovil, da sploh ugotovim, kaj se dogaja. Na koncu se izkaže, da sploh ni hodila na noben slikarski tečaj, vsako sredo je v hotelu par ulic stran seksala z enim poročenim modelom. Vesel božič meni, ja? To je pa tema, mislim, tukaj pa sploh ne vem, kaj ne komentiram. Ja, jaz tudi ne, to je samo tako, Iz dobrega srca ji je hotel podariti nek set Ja. za slikanje in potem zvedel, da sploh ne slika. Dej na tak način, da to zveš, mislim, groza. Lej, jaz tako pravim, vsaka stvar je za nekaj dobra. Ja. Grozen, sicer grozen, ampak lej, vsaj to je kupil in je potem pač zvedel, da tega ne dela, Ja. da ne slika. Ja, in pol so bili vajdove komentarji, so bili, kaj si pa naredil s tem setom, pa to, in je rekel, da je iz jeze ga vrgel v kož za smeti. In sem tako, ne, to bi lahko prodal naprej, vsaj denar bi dobil nazaj. Točno to, veš kaj jaz ne kontam, recimo kakšnih babe, ki se ločijo, ne, in pol iz une jeze, ne vem, vržejo un prstan nekam v vodo. In jaz sem tako, pa ne tega delati, shran ta prstan, prodej ga, dej ga k zlatarju, ne ga stopi, pač uno, make that money out of it, da pa prvoš razumeš. si nekaj res dobrega, da še jača mačka, veš, da se mu na tak način maščuješ. Ne? Točno to, ne pa uno, da vržeš nek prstan, pa dobro, zdaj koliko je bil Čeprav to vreden, je a zdaj ne. tako, pa spet, mislim, kje si to videla? To dejansko imaš neko izkušnjo ali samo v filmih vidiš? Ne, ali? pač tako se mi zdi, da dosti, ne vem, pač veš, uno, ki ima neko sentimentalno vrednost. Ja, in pa pol uno, kar, ki je uno razhod, ok, ja, zdaj sej, se pa ta tega primer je tudi znebimo. zelo dober, on je dal veliko denarja za to in je pol sam vrgel In je pol pač stran. stran vrgel, Ja, ne, ono mislim, a veš, ko bi lahko sentimentalno. prodal, če ne drugega, ali pa mogoče, ne vem, pri šparu, pa bi njega to zanimalo, nov Ja, hobi, ali pa ja. še nove baby hobi. In ko so lih pri tem, a se je tebi kdaj že zgodilo tako na božič, kaj škandaloznega, ali pa da si tako kaj izvedla, ali pa tako karkoli? Pač jaz iskreno sem imela dost lepe božiče zaenkrat. Nimaš nobenih slabih izkušenj. Ne, nič tako zares kaj tacga. V bistvu enkrat se spomnim, da je bila neka, pa sploh ni bila tako neka family drama, ampak a veš, kako je bilo. Božič, več generacij, politika. O ne, To je najslabše, to je najslabše, kar kar bi ga se lahko- šel v politiko na najslabše. božič. In pol pač je bila ena starejša gospa, ki je pač valjda za desnico, za Janša in tako, pa pač ene par mlajših generacij, ki so bili pa tako ne Levica, pa ne vem, Golob, Ja, ja. whatever, ne. In valjda se je to je pač eksplodiralo. In pol je bilo tako, ja, pa Janša nam bo dal zdaj nek upokojenski dodatek, pol je bila pa druga stran, pa kaj je to, to je unih 15%, to so samo drobtice, ne. Skratka, in je bilo tako, no, tako da na koncu smo jih pač spravili stran. Ja. In so bili tako, dosti je, politika, božič, ne paše skupaj, sorry. Ne, definitivno ne. Tako da to je bilo mogoče ena taka stvar, no, ki je bila. Jaz v bistvu, jaz sem sam pilec, sem zraven,
crkala sem v šampanček. Jaz sem to komerala. Ne, če ti nisi del drame, je totalno fleten. Veš, kaj mislim? Pa če drama ni preveč resna, tudi seveda. Ja, zdaj, da bi se ona napadla tam, veš, moram skočila. Tako, če se pa malo tam pričkajo glede politike, to je meni tako smešen, kad se tako razpalijo zaradi teh stvari. Pri meni pa tudi nad zares tako, smo se tudi, kaj so sorodniki na kupu, vse z nas zgodi, da je kdaj pač itak. Sploh mi doma smo vsi taki vročekrvni Balkanci, to je tako kar, ne. Sicer, zdaj nobenega tazga specifičnega trenutka se ne spomnim se samo ena situacija, ki je bila povezana z mano, ko sem jaz dejansko se jokati začela. Tako, za Božič? Tako pač kar nekaj bilo, moja teta je pač nekaj moja teta ima nerealno lepo kožo, ona je tako stara 50, pa še kar zgleda, oh my god, to je bolano, tako zategnen vse. Zategnen botox? Ne, naravna koža, svet se ji, tako kada ima, ne vem, korejsko kozmetiko, jaz ne vem, kaj je to. Pa si moja mama ima svoje leta tudi kar dobro kožo, no, upam, da bo prav meni tudi tako. No, v glavnem, in jaz sem imela pa tisti sajt akne, to je pa tisti, kar sem govorila v prejšnji epizodi, da sem se spopadala z aknami. In ona meni tam začne, zakaj imaš pa tako grozno kožo, pa je tako... Tako grdo drugač. Ampak ni tako, res, sam zelo direktna, drugače nič slabega, ne mislim, sam brez filtra totalno. In pač sem bila jaz tako, pa sej sem res imela grozno, veš, it's a fact, dejstvo je bilo. Sam nočeš tega slišati, ampak dobro, sem rekla, sej vem, pač eksplozija. To me sploh niti ni to prizadel, ker sem bila jaz tu isto, res je grozna. Ampak polka mi začela pametvati, da moraš to kremo probati, pa moraš to kremo probati. Če se je kdo kdaj spopadel z aknami ali pa z... kakršnokoli tako kožno težavo, veš, da ni ene rešitve za vsak tip kože. Pa ne sploh tip kože, hormone, veš, koliko je to enih dejavnikov, ki vplivajo na tvojo situacijo. Sploh ni ene rešitve nikoli. Ni ena krema, ni malo več vode, ni neke čude, a veš, una krema ti bo pa sigurno pomagala. In jaz sem na tisti točki isto toliko stvari že enih sprobala, da sem lahko a veš, ni mi pomoči zaenkrat in pol sem bila dobesedno sam tako, najprej sem mi ful grdo nazaj zabrusila točno to, kar sem tebi rekla in pol je pa fora, da jaz, ko sem jezna, začnem jokat in pol sem iz jeze začela jokat in pol pa moja mamija neka me ima pa tudi tako za ful občutljivo, pa tako, ne, Nina, vidiš, kaj sem, svoji sestri začne govoriti, vidiš, kaj sem naredila, ona je tako občutljiva, zdaj se joka, pa jaz pa nisem občutljiva, ne joka se za to. In pol je bil cel kaos in pol moja sestrična vskoči not, pa svoji matki začne govoriti, kaj ni jasen in pa so vsi tam drug čez to je dobro, zdaj si pa ti tukaj kriva, Ampak je nam ful smešen. Moj oči je bil pa tisti sajt, pa sam tako svoje pivo pa pije, pa tako. Pač tako, on je bil ti v tisti situaciji. Zunanji opazovalec, to je v bistvu najbolj, zunanji opazovalec. Sej pol je bilo ful cute, kaj tako do mene prišel, pa me tako bijel, pa me potolažil, ti se je bilo ful lepo. Ka on je bil tako, moj oči je bil tudi zelo temperamenten človek, pač tako kolerik in zato sta se z mojo mami doskrat tudi klešala, ker sta oba taka, ne. Ampak tako, je pa še vse doskrat bolj ohranil mirno kri, pa imel je tak, ne zelo tak miren značaj, tako kar pomiril te je. A veš, če se je usedel zraven tebe, si kar enostavno začutil to neko mirno energijo. Tako nerealno mirno energijo je bil, ko si pa zraven moje mami pa čutiš uno vročekrvno Balkanko, ki bo zgarbala te, a veš, kaj mislim. In je tako ful zanimiv, pač dva različna svetova na nek način. Ja, se to je fajn, yin-yang bi jaz temu rekla. In se potem lepo skupaj ujameta. Jaz mislim, da na tej točki je boljš, da mi da kar zaključva. Ta epizoda mi je bila ful všeč. Mislim, da tako zelo veliko nekih mnen, ampak sva se na tak lep način povezali. Se mi zdi tudi, In mi je bilo ful všeč. Skratka, čaka nas še ena epizoda. Naslednji teden. Ja, v tisti epizodi se bo šli tudi na koncu mogoče neko to, mislim, mogoče se bo kar šli, sem nisem igro. Christmas edition, božična verzija. Drugače so že objavili eno epizodo prav zdaj novembra dodatno, sem nisem in dejansko mogoče te na začetku ne pritegne, ker si misliš, ok, ni nekih zgodb, ampak so. Pač skozi to igro je ful enih dobrih zgodb, ful relatable situacij, komičnih, res priporočava. Veliko tem odpreva, zanimivih tem, ki te bi mogoče zanimale. Točno to, tako da res priporočava, da pogledaš. Tako in pa se vidimo potem naslednji teden. Tako je, ja. Čau. Lepo se maj, čau. A ti to resno?